Danes je z mano Manca Korelc. Govorila bova o njenem projektu Moje jezera. Živjo! Živjo, dobrodošel v novi oddaji Point Out Weekly. Danes je z mano fantastična gostja Manca Korelc. Mogoče za začetek povem, da sva z Zoranom v prejšnji oddaji govorila o analitiki v družbenih omrežjih. Danes pa, kot sem rekel, Manca z mano, pa naj jo na začetku kar malo predstavimo. Manca je marketingašica, v preteklosti je delala za podjetja, kot so ceneje.si, Odeja, HTTPool, ne si še malo pomaga, Studio Moderna. Drugače pa Manca se najbolj posveča digitalnemu nastopu, družbenim omrežjem in ustvarjanju zgodb. Zakaj je pa Manca danes z mano tukaj? Je pa zaradi tega, ker je ona naredila en super projekt, in sicer Moja jezera, in danes bova govorila o digitalnem nastopu oziroma kako se Manca loteva digitalnega nastopa za projekt Moja jezera. Bi želela še ti kaj na začetku dodati? Ne, najprej hvala za vabilo v oddajo, pa za tako lepo predstavitev, tako da si kar nekako povzel, kar delam. Ja. Mogoče bi še nekaj dodal, kaj v bistvu zdaj delaš. Pred kratkim, če se ne motim, si šla na Samostojne vode. Tako in kako je? Ja, zdaj sem že tako na začetku, dober mesec sem kot samostojno in je tako kaotično še zaenkrat, veliko sestankov, enih dogovorov, ampak je luštno, no? Tako da končno sem šla v to smer, tako da mislim, da bom lahko veliko bolj koristna kot digitalna marketingašica, tako da sem vesela, da sem se odločila za to pot. Hudo. Jaz vedno spodbujam oziroma suportiram takšne ljudi, a veš, ko se nekaj svojega lotevajo, pa vidijo svojo zgodbo, tako da samo za ta korak se treba odločiti. Ja, je treba malo zbrati poguma, pa se malo vršiti iz comfort zona, pa reči, vse bo. Tako, veš, veliko je dela, veliko bo dela, ampak mislim, da bo potem tisti končni rezultat veliko boljši, kot če bi bila del nekega podjetja. Cool. Prvo vprašanje, pa na začetku da narediva malo voda. Pravzaprav povej, zakaj si ti sploh začela s projektom Moja jezera? Ja, to je taka zanimiva zgodba, ki v osnovi ni zgodba digitalnega marketinga, ampak čist ne. Začela sem s tem, ker sem želela svojim kolesarskim kilometrom dati nek namen, nek dom, torej vsakeč, ko sem šla s kolesom, nekam sem prišla domov in to se je dogajalo pač eno sezono in sem veliko prevozila in sem rekla, želim postaviti nek namen tem. No? In to se je potem konec leta rodila ideja, s kolesom do vseh slovenskih jezer. Tako da potem vse ostalo je pa digitalni marketing, tukaj sem doma in je vsa strategija, ki je, sicer ni napisana, je v moji glavi se zelo se razvija, spreminja se sproti, iz meseca v mesec je malo drugače. Tako da to je v osnovi kolesarjenje plus turizem, ki je pa še digitalni marketing zraven, rada rečem, da je tak posebna Manca ta projekt. Se pravi, če te prav razumem, ti si to začela predvsem z vidika strasti, ker si tako športnica po naravi oziroma kolesarka, potem se je, da si nekako smislila vse skupaj, si pa rekla, želim pa vsa ta jezera po Sloveniji obiskati. Ja, tako da je neka zgodba, sicer najprej nisem mislila vseh jezer, sem nekako želela postaviti en okvir, ampak nisem našla enega dejavnika, ki bi rekla, to jezero pa še noter, to pa ne, tudi da sem na koncu rekla nič vsaj. In ta moment je bil še nekako najboljši, zato ker je velik izziv. Ni tako malo, nekje do 1300 je neka uradna številka, čeprav sumim, da jih je še več. In na začetku si imela to idejo, potem pa kako si sploh se lotila zadev? Si najprej začela kolesariti ali si rekla tudi, zato hočem imeti svojo spletno stran? Če mi malo poveš, kako je sploh iz te faze ideje prišlo do samega digitalnega marketinga v širokem spektru besede. Ja, takoj na začetku pač logotip, ampak to je zgolj neka značka, ki daje tem projektu, ki ni niti toliko pomemben, ampak takoj sem vedela v osnovi, rabim spletno stran, ker sem želela
ustvarjam pravzaprav nek spletni leksikon jezer. Torej, spletna stran sem takoj vedela, mora biti, to je bilo to prvo. Potem Facebook stran in pa Instagram, pa še mailing zraven. Sicer tukaj nisem redkej komuniciram preko maila, sem bolj na družabnih omrežjih, ker sem tudi kot digital marketingašica bolj usmerjena v social, kot v email marketing. Tako da je šlo zelo nekako naravno, no? Po naravni poti sem izbirala te medije in vsak medij, ki ga uporabljam za jezera, ima svoj namen, ima svojo vsebino in vsake medije drugače komuniciram. Ne? Tako da je zbirka vseh, če hočete vse vedeti, kaj delam, morate vse pravzaprav nekako spremljati, ker je to, kot so mediji različni, kot so tudi Facebook in Instagram, sta si pač različna, ne komuniciram enako. Tako je tudi spletna stran ima čist drug namen, tako da je vse nekako, nisem pa res zapisala, imam nekako v glavi, ampak sem točno vedela, ker se s tem ukvarjam, kaj, kje, kako komunicirati. Se kaj, praktično se s tem že 10 let ukvarjaš? Ja, pravzaprav aprila, drugo leto bo 10 let, tako da sem že kar nekaj časa v tej stroki. Ok, se pravi, na začetku si res poskrbela za ta higienski minimum, kar pomeni, da imamo celostno grafično podobo postavljeno, da imamo spletno stran, da si odpremo kanale na družbenih omrežjih. Če se ne motim, si prisotna na Facebook, Instagram, Twitter. Na Twitteru sem zelo malo. Ampak predvsem Facebook, Instagram, ne? Pa LinkedIn, no. Na LinkedInu sem zelo močno, sem tam tega projekta niti ne omenjam toliko, ker nima toliko veze. Razumem, ampak bi te zdaj to vprašal, ne? Omenila si, da drugače komuniciraš na Facebooku pa Instagramu. A malo več spregovoriš o tem, ne? Da bodo ljudje pač vedela, ne? Jaz sem zelo zagovornica tega, da je vsako družabno omrežje je pač drugače. Instagram se razlikuje od Facebooka. Facebook je postal, ki ima pač največji doseg, je nekako namenjen pravzaprav vsakršni vsebini. No, je neka taka svaštarnica, lahko rečem, ne. In ga uporabljam tudi za svoj projekt kot glavni vir komunikacije sebe. Tam največ komuniciram, ker ima pač največji doseg, lahko največ followinga tudi tam dobim. In tudi medij kot tak ni občutljiv na to, kakšne fotke objavljam, čeprav vedno poskušam editirati vsako fotko malo editiram, poskušam, da je lepa, da je prijetna za oči, ne. Kaj pa pri tem uporabljaš? Ko sem gledal tvoj Facebook, sem tudi opazil to, da editiraš fotke. A uporabljaš kakšen Photoshop? Snapseed. Snapseed, ok. Se pravi, aplikacijo na mobilnem telefonu. Ja, vedno. Daj malo o tem poveje. Ja, pač, sploh Instagram je tak medij, ki pričakuje od uporabnika, da imaš nek stil. In tega sem se v bistvu skozi Instagram zelo priučila in vse moje fotke na tem mediju so zelo močne barve, vsaka fotka ima tako in vsakeč, ko fotko editiram, jo na enak način, se pravi Snapseedom z mobilno aplikacijo, z istimi filtri rada dramatiziram vsako, da ima malo večjo globino, močnejše barve in tako. Tako da vedno uporabljam to. No. In je pa tudi najhitrej. Ne. Lahko bi jo v Photoshopu, v kakih drugih aplikacijah, ampak bi bilo toliko več časa bi porabila za to in je najlažje in najhitreje prek telefona. In hotel sem to reči, se pravi, ti fotke objaviš in a uporabljaš ti kakšen fotoaparat ali v bistvu kar vse preko mobilnega telefona? Vse s telefonom. Okay. Ja, zato ker ko se na poti, na kolesu, več kot toliko stvari ne moreš imeti s sabo, ker grem vedno tudi sama in nimam spremstva in je težko bi imela tak fotoaparat večji s sabo. Plus, veš, toliko več bi bilo. Pa še ena stvar je, veliko se da s telefonom narediti, zelo dobre fotke se da, je pa res, da sem se tudi skozi mesece naučila, torej neke tipična pravila za fotografijo, mreža, tako kompozicija, da mora biti, da iščeš pravo svetlobo in tako naprej, tako da se vsega tega še sproti učim, ampak se zelo da, ni treba, tudi podjetja, ki objavljajo na socialih, ne rabiš neke težke opreme, je samo kreativnost tukaj prava, je pa res, da poskušaš, da vsaka fotografija poskušaš dati ljudem najboljš, kar znaš, najboljš, kar se da narediti, tako da... Cool. Sej me veseli, da si to omenila, zato sem te vprašal, ker pač sam menim, da se, veš, veliko ljudi gre v nakup, ne vem, dobre fotografske opreme ali pa zato pa rabi in fotoaparata, pa ne zdaj vrhunski fotoaparat, ampak 400, 500, 600 evrov, ko dobiš nekega solidnega. Ampak danes še imaš že pač dober mobilni telefon, ali pa spodoben,
ti pač fotografijo narediš in potem, tako kot si rekla, ne, je Googleova aplikacija, če se ne motim, Snapseed ali pa katera druga. Ali pa katera druga, ampak tudi jaz to uporabljam, če karkoli fotografiram, ko sem on the go, pa fotografiram s telefonom, isto aplikacijo uporabljamo. Ne. Tako da v bistvu je ful dobra aplikacija, rabimo, se pravi, mobilni telefon, to aplikacijo in tako, kot sem rekel, ko sem pregledoval tvoj profil na Instagramu in Facebooku, pač slike so ful dobre, ne. In se lepo vidi, kaj se da z neko aplikacijo pač narediti. Lahko primerjam tudi, z športom, ne. Tudi če kolesarjenje, lahko si kupiš najboljše kolo na svetu za ne vem koliko denarja, kilometre morajo oddelati noge. In isto je tukaj pri fotki, ne. Lahko imaš še ne vem kak dober fotoaparat, če ne poznaš tistih osnovnih pravil fotografije, ti tudi najboljši fotoaparat ne pomaga, ne. Še vedno mora oko narediti, ne. Še vedno človeški faktor je vedno tukaj zraven, ne. In se ga ne da izničiti, mora biti, ker to doda tisto najboljšo noto. Ne. Tako da se da tudi z minimalno opremo, se da veliko narediti, sicer boljši telefon ti pač, ne, mogoče pač boljše fotke, reciva, ampak obstajajo te aplikacije, Snapseed in podobne, ful jih je. Pač svetujem vsem, ki to uporabljate, da testirate vsako, jaz sem jih tudi nekaj testirala, da sem videla, katera meni ustreza z vidika uporabe in vedno sem izbrala Snapseed na koncu, ne. Tudi filtri, ki imajo, sicer so ga nekaj časa nazaj malo spremenili, tako da mi je bilo mogoče prejšnja verzija boljša, ampak sem se prilagodila nekako zdaj te novi, ne. Tako da se da, res se da, no. Ampak moraš se naučiti kompozicije, tako da, pa imeti res voljo do tega, no, da daš ljudem najboljšo možno fotko, kar lahko, ne da tako na hitro nekaj posnamaš, ampak da se potrudiš, da se postaviš pravilno, magar da počepneš, ne, jaz naredim pač v nekem poslovnem dogodku, pa kaj ne, ker vem, da bo lepša fotka, tudi če druge slikam, ne, ker bom dala od sebe največ, kar lahko v tistem trenutku. Koliko fotografij pa pol povprečno narediš za ono idealno fotografijo, ki jo pol objaviš? Ja, to je tudi zanimiva zgodba, če dalje manj, ker sem začela tako, da sem vsako jezero fotografirala 50krat in pol, ko prideš domov, ugotoviš, da imaš res veliko fotk in narediš sebi medvedjo slugo, ker imaš toliko več dela, da izbereš iz teh fotk ta pravo, ne, tako da je boljš se potruditi, ne, in tako so me naučili en fotograf, najprej si predstavljaj, kaj boš slikala, predstavljaj si fotko, pol pa naredi, ne obratno, ne, tako da poskušam se ustaviti in postaviti kompozicijo, se postaviti in potem klikniti, ne. Zdaj, ko si omenila prijatelja fotografa, pa prej si tudi govorila o teh izkušnjah, ne. Ko fotografiraš. Ali si se to priučila, pa si šla on the go, ali si mogoče tudi še kakšne, ne vem, YouTube videe pogledala vmes ali pa čez kakšen seminar šla, kako čim boljšo kompozicijo zbrati, če malo poveš o tem? Ne, čisto nič. Ko sem začela s tem projektom, pa že prej, saj veš, ko smo tako skozi neki online, skozi na družabnih omrežjih, sem zaznala pri sebi, da se mogoče malo matram, ne. In potem, ko prideš k jezeru, do zdaj sem jih naredila več kot 300, slej ko prej je lahko fotka enaka fotki. Cel dreves v vodi ne more biti 100krat res nekaj posebenega. In sem se začela učiti tudi detajle iskati, ampak čisto v naravi, nobenega seminarja nisem šla čez. Dobro, tista neka pravila se lahko že kje pogooglaš, mreža, tako kompozicija. Veš, da mora biti svetloba prava, pač ne slikaš v sonce in druge take stvari. In potem se res najlažje, tako kot pri vsaki stvari, najlažje se naučiš skozi prakso. In jaz bom te prakse imela kar nekaj let skozi ta jezera, tako da ne bo zmanjkalo možnosti za napredovanje, ker še vedno so možnosti, da postajam še boljša. Ja, zato sem te to vprašal, ker sem pričakoval nekak tak odgovor. Ker tukaj je spet mogoče naslednja napaka, ki jo delajo ljudje in želijo najprej obvladati, pa potem bomo začeli. Ampak jaz vedno pravim, treba si umazati roke, pa samo začni in se tekom tega procesa uči. Tako, kot si pa zdaj ti opisala. In uči se, če kaj rabiš vmes, pogooglaš, mogoče kaj na YouTubeu pogledaš. Pa vprašaš, kakorkoli. Ali pa vprašaš tako. Je pa res, da pač, jaz sem zelo zagovornica tega, da se pač
da imamo v marketingu ali pa kdorkoli vedno neko težnjo se izboljševati. Nikoli nisi tako dober, kot lahko si. Jaz sem zelo usmerjena na to, da želim vsake stvari, ki jo delam, se še izboljšati. In da veš, da si lahko še boljši. To je pa tista glavna motivacija, da lahko še več daš za ljudi. Tako da bom jaz tudi projekt še bolj razvijala, da dam še več informacij, še več kontenta ljudem. In to je tiska. To je to. V osnovi je to, da veš, da si lahko še boljši in da imaš to željo. Informacije pa danes najdeš pa povsod, to pa ni. Tako da, začeti po vsakem primeru. Ne glede na to, ali štartaš kot startup podjetje, karkoli, vsega se zelo naučiš sproti. Nisi nikoli v začetku tako dober, kot boš postal sproti. In planirati, in strategije in tako naprej. To so vse stvari, ki se jih veliko lažje sproti naučiš z delom. Delo se mogoče zdaj malo korak nazaj k družbenim omrežjem vrniti, pa bi te tukaj vprašal, kakšna je pa ta tvoja strategija za nastop na družbenih omrežjih? Kaj so mogoče tisti elementi, ki jih zasleduješ ali pa bi jih izpostavila pri tem? Misliš kot svoj projekt ali kot jaz? Kot Moja jezera. Uporabljam torej 2, Facebook pa Instagram, in tukaj se zelo držim, kar se komunikacije tiče, zelo poskušam različno vsebino, Facebook tudi to z vidika organskega dosega, ker jaz do zdaj še to vse, kar sem, ves ta following je zrasel organsko, nič nisem promovirala. Tako da poskušam različne formate vsebine, ali so to video, ali so albumi slik, ali je ena slika, ali je slika mene, ali je slika jezera, ali je več slik skupaj, ali je samo tekst. To Facebook zelo nagradi z dosegom, to, da si zelo različno. Poskušam tudi ob različnih dnevih. Iskreno nisem našla recepta, kdaj naj objavim, da bo najboljš, pa tudi verjamem, da ga nikoli ne bom, da ga pravzaprav ni. Tudi podjetja, če to iščete, dostikrat je to vprašanje, kdaj čem pa objaviti. Nimam odgovora jaz na to. Pač ob različnih urah, več imam mogoče dopoldne pa proti večeru, pozno popoldne, tega se nekako držim, da je sred dneva tudi na profilu mojem Facebooku, sem videla, ne na strani, ampak na profilu, da je sred dneva mogoče en tak črna luknja, kar se uporabe tiče, tako da zjutraj pa proti večeru, tako da, ampak kar se pa vsebine tiče, se pa držim tega, da poskušam biti naravna. Tako video objavljam, pač niso noč editirani, posnamem se, če dalje boljš mi gre, na začetku sem mogla pač večkrat posnet, preden sem tistega objavila, ampak spet, to je krivulja učenja, pri vsaki stvari, pa se s tem ukvarjam, pa vendar, ko delaš pa zase, ko se ti izpostaviš, je drugače. Tako da različne oblike vsebine pa testirati. To, ko vedno v digitalu pravimo. Različne oblike ob različnih terminih dneva, tako da tudi vikendi. Pa predvsem pa ena stvar, redno moraš komunicirati. Če ne komuniciraš non-stop, Instagram je tak tipičen primer. Recimo vidim pri sebi. Na Instagramu, ko boste začeli komunicirati vsak dan eno fotko. Jaz sem tukaj še tako, vsake 2 dni. Če eno na dan je že dosti. Samo da je ta konstanta. Če ni te konstante, ne pričakovati. Followinga ne pričakovati. Engagement, kar vemo, da je najbolj pomembno. Ni samo tisto število lajkov pa to, ampak ta engagement je pomemben. In če ne boste v smislu konstantni, jaz tukaj na Instagramu se moram iskreno še malo zverzirati, ker vedno izberem. Ne dajem kar kakšne slike gor, vedno se posebej potrudim in ne rata vedno posebna pri vsakem jezeru, ker nimaš detajla, nimaš motiva, kakorkoli. In vidim, če 2-3 dni ne objavim, pada following. Enostavno, če nimaš te konkretne neke vsebine za ljudi, te bodo unlikali, ti ne bodo več sledili in to velja isto. Facebook ni tako občutljiv na to. Instagram je zelo močno občutljiv na to, če tam nisi non-stop prisoten. Storiji po mojem tudi pomagajo, nekako imam tak občutek, kot sem videla, da če sem kak dan ali 2 več prisoten tudi storiji, da tudi to nekako pritegne uporabnike, da mi začnejo slediti. Tudi tako. Torej pač ta aktivnost, non-stop aktualnost, ažuriranje, sicer tukaj hitro padeš v past, da si non-stop gor, da si non-stop na telefonu, kar tudi ni fajn. Tako da moraš tukaj najti neko zdravo mejo uporabe telefona, ampak je pa res več, jaz pravim, več, kot daš mediju, več ti vrne. Se pravi, tako pač v obliki engagementa, followinga, tudi prodaje, če promoviraš konc koncev, tako da več kot mu daš, več ti vrača.
Cool, ker si omenila te storije, pa da opažaš, ne, da se ti dvigne ta interakcija ali pa število followerjev, da ti naraste. Ja, jaz bi tukaj samo še to omenil, ne, zakaj je tako, ker Instagram ima te tege, ne, in če si ti na neki lokaciji pa tegaš, da tudi feature oziroma izpostavi v tistem threadu in ljudje, ki gledajo, naprimer, ker so threadi Ljubljana, ne vem, Maribor, karkoli, ali je to mesto, ali je to neka lokacija v smislu lokala, kjerkoli si, in potem to on v zgodbo zapakira večjih ljudi. Potem drugi ljudje, ki to vidijo, ki gledajo tisto zgodbo iz Ljubljane, ne, tebe vidijo, pogledajo tvoj profil, vidijo, da je tvoj profil dober, ne, še posebej, če se sklada s tistim, da jih ta vsebina zanima, se pravi, če so to v tvojem primeru moja jezera, pa vidijo tam sama jezera, je valjda, da te bodo začeli slediti, ne. Tako da, zato tudi imajo storiji tak vpliv. Cool. Tukaj bi dodala na Instagramu, nekaj si omenil, kakšna je vsebina. Mislim, da je Instagram tudi zelo tak medij, ki pričakuje od profila, da se usmeriš v nekaj, ne. Instagram ni svaštarnica. Instagram pričakuje lepe fotografije, estetske, ki imajo enak stil, vse fotke, ko gledaš po newsfeedu, da rečeš, to je pa to, in da ima neko vsebino, ne. In tudi ta moj projekt, recimo, jaz tam dobro imam za jezera, pa kakšne športne fotke, ker je tudi nekak tek ali pa tako, ne. To recimo dajem. Ampak ne dajem pa kakšnih fotk iz poslovnih dogodkov, ki pa ne paše v moj feed, ne. Se pravi, Instagram je res tak medij, da se odločaš za neko, ni nujno, da je zelo ozka niša, ampak da imaš neko vsebino, ker potem točno vejo potem sledilci potencialni, to me zanima, ne. To, mislim, da je tudi fajn, ne? Tudi za podjetje recimo. A se odločiš, da boš tam prikazal, ne vem, svojo organizacijsko kulturo, pa boš pokazal ljudi, kar se mi zdi zelo priporočljivo, za podjetja, da tisti, behind the scenes v tem smislu, kaj se dogaja. Je zelo en tak cilj, ki ga zelo lepo dosežeš. Ne? Ampak spet, tja ne paše potem neka fotka jezera. Se pravi, mora biti nekako usmerjeno, da se odločiš. Cool. Da mi mogoče še povej, kateri so tisti elementi, ki ti pa res najbolj delujejo, naprimer na Facebooku, bi kaj izpostavila, ker iz content vidika, vsebinskega vidika. Ali je to, kar si govorila, celotna zmes vsega? Kar se tiče, Facebooka, da ima to, ko sem rekla, to raznolikost. Pri mojem projektu pa najbolj delujejo fotke. Če objavim več fotk hkrati, je največji engagement. To sem gotovila, zato spet, ampak se res potrudim, da so lepe fotke, da se spočiješ oči gor, tako, da so tudi aktualne, recimo, ko sem bila v Arboretumu, ker so bile res lepe jesenske slike, pa res sem namenoma dodala barve, da si res spočil oči. Tako da to, pri mojemu projektu to najbolj deluje. Kaj pa na Instagramu, če primerjava s Facebookom? Kaj ti pa pri Instagramu najbolj deluje, bi rekla? Mogoče bolj deluje fotka mene, če sem jaz nekje, tako, ali pa fotka, če kaj dosežem, ker sem bila zdaj, nekaj sem tekla, pa sem bila tako relativno dobra, pa to poveš, pa se pohvališ s tem. To nekako uspeh, moj. Ali pa če sem opazila, da je kakšne slike iz gora, pa ne grem doskrat, ampak take slike, je pa verjetno tudi odvisno od hashtagov. Ne glede na to, koliko dosežeš potem riča, s temi hashtagi, ampak se mi zdi, da so fotke mene pa kakšne take gorske, nekako to se mi zdi, da je. Je pa res družabna omrežja, kaj so, so ljudje, in je to, da obraz tudi recimo na Facebooku, tudi ko sebe dam, pa se ne dam tolikrat, ne dajem tolikrat kakšnega selfija, pa kaj bi lahko mogoče večkrat, pravzaprav, ker ljudje, a veš, to je tak projekt, ki sledijo tudi meni, ne zanimajo jih zgolj jezera, ampak v bistvu tudi to, da jaz objavim videe, pa da grem tja, kamor mogoče drugi ne grejo, ker iskreno je zelo robinzonsko to terensko delo, s kolesom res, in je to zanimivo, se pravi ta motivacija, inspiracija, ampak mora biti obraz v spredju. Zato jaz tudi vedno podjetjem rečem, dajte se odprt, ne se bati družabnih omrežij, zelo to svetujem vsem, s katerimi sem v kontaktu, ne se ustrašati, ni to bav, v smislu, da moraš zdaj pa čisto vse pokazati, tudi negativne plati, vse to. To je izvrsten način, da ti pravzaprav povabiš ljudi k sebi na nek način, in vzpostaviš tisto kredibilnost, zaupanje, skozi katero potem lahko nastane prodaja, konec koncev, ne rata brez nekega zaupanja. In v mojem primeru je isto, ko se izpostavim, imajo ljudje radi, ker ne postavljam bariere,
ker bi bilo čisto nesmiselno, ker to je projekt, ki potrebuje publiko, rabim ljudi, to je kot knjiga, nima pravzaprav duše, če nekdo ne prebere te knjige, niste tukaj, če jaz ne bi imela followinga, dela to sam zase, vse je bilo v začetku, je bil to namen, jaz bom šla s kolesom do vseh jezer, ampak bom to povedala tudi ljudem, ampak če dalje bolj vidim, večkrat imam teh interakcij, ljudje mi povejo po mailu, kje so kakšna jezera, ki jih sicer ni v nobenih virih, in a veš, to je potem tisti ta engagement, community, tudi, community, ja, na nek način, In če si začela na točki nič, ker na začetku še nisi imela te skupnosti, pa danes pogledava, boš povedala, koliko imaš veliko skupnost, ampak zanima me predvsem iz tega vidika, koliko v bistvu ta skupnost pomeni, mislim, če lahko s svojimi besedami poveš, ker ponavadi se ljudje ali pa podjetja ne zavedajo, da ti lahko preko družbenih omrežij, če je tematika, glede katere se ful povezujejo, tukaj v tvojem primeru Moja jezera, se da ful dobro skupnost zgraditi. Mogoče par tvojih misli. Ja, mislim, prek Facebooka, Instagrama in podobnih državnih omrežij je prav tisto, lahko, prvič, jaz zaenkrat še nič ne promoviram, to je pač nekako brezplačno do neke mere veva, koliko je s Facebookom, ampak je res neka opcija, ki pravzaprav daje nepregledno množico dosega lahko, torej, da ti sebe pokažeš, da ti svoj human touch pokažeš ven, ker zelo sem jaz tudi, kar se biznisa tiče, sem zelo human to human usmerjena, tudi v B2B delu, zelo, pač posel se sklepa z ljudmi in sem zelo zaznala, kako je to pomembno, da te ljudje nekako sprejmejo, da postaneš ali inspiracija, motivacija. Sem tudi to, že so mi povedali po Facebooku. Ja, veš, odkar tebe spremljam, ideje za izlet ali s kolesom, pač kakorkoli, za tebe, ker te spremljam, ker tudi non-stop nekaj športam. Jaz sem začel spet hoditi na svetovano, mi je znanec povedal. To je to, in če bi se zapirala in nobenemu o teh stvarih ne govorila, ne moreš doseči vsega, kar lahko. Tako da podjetja res, kar se tiče družabnih omrežij, vse to je v bistvu moj tudi core business, bo kot samostojna svetovalka, zato ker je pa res, da mogoče moraš najprej malo mindset obrniti. Najprej, jaz pravim, komunikacija na družabnih omrežjih iz sebe izhaja. Najprej moraš ti ponotraniti in se zaželeti nekako to deliti z ljudmi, ali svoje dosežke, kakorkoli, pokazati ljudi, pokazati, kdo so ljudje v ozadju, ker družabno omrežje so perfektno orodje, da ti lahko spletni strani, ki tudi jo rabiš, logično, ampak dodaš nek obraz. In to težje na spletni strani, ki je v osnovi bolj statična oblika digitala, kot družabno omrežje. Tako da ta community se najbolj, kar se mene tiče, da ravno social media. In pol te tudi to napaja, tako kot si rekla, z energijo, da še naprej delaš. Ja, in tudi mene to zelo, tudi ko pošljem mailing, enkrat na mesec, dva, nekako tako, ko dobim odzive nazaj, čestitke, bravo, spremljamo te, tretje, to je pa tisto, res o teh stvarih nisem razmišljala na začetku, ko sem pripravljala, ampak ko dobiš ta odziv ljudi, je pa neverjetno. Sicer ta projekt je drugačen, ker nič ne prodajamo v osnovi, ampak podjetja kot taka si gradijo ta following in ne laže potem tudi Facebook ali druge medije uporabiti kot nekakšno pospeševanje prodaje. Pač z drugačnimi prijemi, ampak je vseh lažje, če imaš tudi neko prisotnost kot community na pageu. Ja, kad to govoriš, zdaj sem se vmes tudi jaz spomnil, da ker nam isto pač povejo ali osebno, se pravi v živo, ali pa nekdo napiše komentar ali pa zasebno sporočilo na Facebooku, a veš, meni grejo takrat kar kocine do konca, še posebej takrat, ko je v živo, ker to tako, hvala, ful dober content, ki ga delata z Zoranom in meni tako, a veš, in to je tisti najboljši feeling, ne? Ja, zato delamo, mislim, content marketing, če navežemo, je temu namenjen. Content marketing je v osnovi, izhajaš iz tega, da želiš podajati znanje naprej. Potem skozi to lahko seveda tudi prodajaš, logično, ker si spostaviš nek brand, ker spostaviš kredibilnost, zaupanje in ljudje hočejo delati s tabo, ampak v osnovi je content pa temu namenjen. Da imajo ljudje, da se učijo od tebe. Jaz zelo ga gledam kot izobraževalno noto.
Ja, tako da, če se navežem, ker sem bila še vodja marketinga v Odeji, sem bila za vse tam, za vas marketing. Okay. In ko je nekdo poslal sporočilo prek Facebook strani, jaz sem vse spustila. Vse sem spustila, zato ker se mi je zdelo tisti touch point. Ja. Jaz kot Manca, direkt z neko potencialno stranko, ta touch point ga ni imela, razen osebno srečanje, ne? Ampak ni nobenega drugega online toola tako močnega, ki bi bil tako oseben kot to, kot nekdo, ki ti pošlje prek ali pa Instagrama, ne? Takrat ga ni imela Odeja, no? Ampak ne, takoj sem lahko ena na ena v komunikaciji in ko mi je ena gospodična poslala neko vprašanje glede Odejice, pa da bo rodila julija letos, pa tako naprej. A veš, kako zaupanje je to, kak izkaz zaupanja je to do blagovne znamke. In jaz sem pri takih sporočilih čisto vse spustila. Nič se mi ni zdelo tisti moment bolj pomembno, kot to, da ji dam čim prej odgovor, da ji čim prej pomagam in da na res tak human način, vse to je tudi pravzaprav na nek način prodaja. Zdaj ni tisti moment nič kupila, ampak sem naredila zelo, lepo sem ji čestitala in se tako v srčki sva se izmenjala. Tudi emotikoni so en tak jezik, ki ga morajo tudi podjetja začeti uporabljati. Ni to tisto, da to pa ni za nas, ker smo B2B. Ni to, ni to res. Tako da to je en tak res, za tudi customer support, recimo kot je Twitter, jaz ga sicer ne uporabljam toliko, sčasoma ugotoviš, da ne moreš biti vse povsod, ne moreš biti na vseh družabnih omrežjih. Ja, ker je nemogoče, ker jih je preveč in ne moreš biti dober na vseh, razen če sem to delaš, ampak je treba še kaj delati, se učiti, da lahko daš pol naprej. Cool. Jaz bi se še malo dotaknil video vsebin, ki jih produciraš, zato ker mi je zelo všeč tvoj, ker si tudi že omenjala, da imaš tak pristop, zelo oseben pristop, domač, ljudje se lahko pač poistovetijo s tabo, saj pač tako jaz dobim feeling, ko odprem feed ali na telefonu ali na računalniku, pač res so taki sproščeni, ta sproščeno odnos oziroma nagovarjanje mi je ful všeč. A bi mogoče delila par nasvetov, ki jih pri kreiranju videov zasleduješ, pa bi imela za našega gledalca? Ja, spet da se naveže na tisti prej, začeti je treba, najprej to. Ta prvi video, ki mi je zanimivo, še vedno največ ogledal, ta prvi, ki je bil marca, da je objavljen na Facebook strani, sem je 10krat posnela, preden sem objavila, ker se zmotaš, pa nekaj dolg 2-3 minute, se zmotaš vmes in pač se naučiš sproti, to je prvo. Ja, osebna komunikacija, pač na videih sem takšna, kot sem. To je recimo eno izmed ključnih dejavnikov, ki jih tudi podjetjem poskušam svetovati. Ne se skrivati, bote takšni, kot ste, sicer ne biti preveč togi, ampak gre za to, da s temi videi najlažje pravzaprav ljudje spoznajo, kdo sem. Torej, da ne postavljam bariere. En video sem posnela ob enem jezeru in sem se snemala in tako kar naenkrat je pred mano kača. In sem pač tisto snemala naprej, jaz sem se malo ustavila, sem rekla celo, kača, ampak sem potem naprej in sem namenoma ta video objavila. In res je bila kača, ni bilo to, ampak je bila tisti slepec kratek, ampak vse, Ampak to, se pravi, da tudi take stvari, tudi če se kaj zmotaš, spotakneš nekaj, karkoli, to, ta avtentičnost, In če gledaš moje videe, niso nič montirani, jaz se pač posnamam in objavim gor. Redko kdaj se pravzaprav lotim, da iz več videov sestavim enega. Enostavno mi ni to tako blizu, kot urejanje fotk. Imam veliko raje, ure in ure lahko urejam fotke, z videom mi pa nekako ne gre. Ampak je to tudi neka posebnost v osnovi, da pač posnamam običajno ali tudi selfie stickom ali brez. S telefonom posnamam in potem oddam. Ampak je res to, da si tak kot si, to sicer ne vem, če je to kak tak nasvet, da sem kaj novega povedala, ampak bistvena je vsebina. Ni to bistveno, da ti editiraš sliko, pa da imaš res intro, pa outro, pa ne vem kaj podnapisi sicer prav pridejo, ker včasih ne poslušamo videa, ko gledamo, ampak vseeno, jaz od tega nič ne dodajam in tista neka sproščenost, pa da si tako cino, pa vsebino, da nekaj pametnega poveš, da vsakeč poskušam ali kaj zabavnega, ali kaj koristnega povedati, tako da ima smisel to pravzaprav poslušati. To je glavno, ker vsebina je veliko bolj važna, kot okvirno. Jaz če povzamem to, kar si povedala, se pravi sproščenost, 3 kategorije bi lahko dala, sproščenost,
Torej, način komunikacije, vse to v bistvu način komunikacije. Avtentičnost pa ta dodana vrednost z vidika vsebine. Ja, točno to. Neka dodana vrednost mora biti. Cool. Evo, zaključno vprašanje. Kaj lahko pričakujemo od tebe v prihodnosti v povezavi z mojimi jezeri? Na kratko, v 2018. Zelo veliko pravzaprav. Začela sem z jezeri, tako čist brez nekih ciljev, to je bilo čist moja strast, ko to bom počela, želim en tak projekt. In potem, ko sem sproti, ko sem tudi prijavljala na 2 nagradi iz našega FOH-a, ko so me tam sprašvali, kaj so tvoji strateški cilji, kaj želiš s tem doseči, takrat sem se začela res iskreno spraševati in postavljati kakšne cilje. Je pa res, da želim zdaj tako, ko prideš na spletno stran, ima vsako jezero slike, zemljevid pa moj opis, ki je zelo personaliziran, zelo rada poetiziram tudi v teh opisih, ampak želim pa s časoma tudi v 2018 bo to že, da bo upgrade strani, v smislu želim dati gor nov content v kolesarske ture, jaz veliko prevozim in tudi veliko zapisujem, kje grem, koliko je kilometrov, koliko je jezer in tako naprej. In za vsako jezero bi rada tako malo bolj turistično predstavljala. Se pravi, da ni zgolj nek opis, zdaj mogoče preveč blogovska stran, začela sem tako, ampak bo pa tudi, da vsako jezero boš, oziroma ne vsako, ne bom išla vsaka, nima smisla, ampak izbranih toliko in toliko, kje lahko dobro ješ, spiš, ali je možno z družino, z avtom, s kolesom, peš, ali se da okoli in tako naprej. Take informacije, ki pridejo turistom prav, plus prevod v angleščino. Se pravi, bo slovenščina in angleščina? Ja, najmanj angleščina, potem pa še naprej. Mislim, cilji so, vizija je tako res velika, res močna in ne bom o tem še govorila v tem trenutku, ampak ne bom se ustavila tukaj, tako da se splača res spremljati ta projekt, ki bo prinesel še veliko vsebine, res. Za zaključek bi jaz sam to povedal, v bistvu mi je všeč to, kar si zdaj izpostavila tudi, da si se začela ukvarjati z vidika strasti ali pa si imela neko mini cilj na začetku, potem pa glede na to, kako se je projekt odvijal, pa nadgrajuje zadeve. In mislim, da je to ta vitek pristop, ki je tudi v marketingu vedno bolj popularen. Podjetja so še vedno preveč, dajmo zdaj to na polno strateško načrtovati, pa se lotimo, pa dajmo zapirati te pikice, ampak ti ne veš, kaj bo na koncu dneva palil ljudem. Točno to, ne veš. Tipičen primer, to moram izpostaviti. Poleti, ko je bilo, ko me en medij vprašal, Manca, kje se da kopati, na katerih jezerih se da kopati? Lučka, ne? Lučka, jaz sem vse spustila, naredila cel research, ugotovila, da je še zelo siva cona pravzaprav na tem delu, ampak to je tisto. Poslušala sem trg in to ljudje pravzaprav od mene pričakujejo in bo tudi recimo to eden izmed opisov v prihodnje že v 2018, da boš lahko vedel, kje se da kopati, ampak to je tisto. In učiš se sproti, res tako, veš neko strategijo, to sem že v osnovi vedela, s kakšnim namenom spletna stran, vsako družabno mreže, posebej mailing, je pravzaprav nekako povzetek vsake toliko, kaj se mi dogaja, ampak se pa res največ učiš pa sproti. Prilagajaš, kaj ti ljudje povejo, ljudje me sprašujejo in tako pravzaprav se tudi jaz učim, ker to konec koncev, sicer ime je moja jezera, ampak so za nas. Niso sem zame. In moraš poslušati ljudi. In enako je s podjetji. Nobeno podjetje ni namenjeno samo zase. Vsi delamo za ljudi, torej za stranke. Je treba njih poslušati in se od njih učiti. Obvezno poslušati, ker oni najbolj vejo, kaj rabijo. Tako da to. To sem hotel povedati, pa si mi lepo povedala. Super. Cool, ful hvala, ker si bila moja gostja. Ja, hvala tebi, Necno, za vabilo. Cool, tako da naslednjič sva ponovno skupaj z Zoranom. Tako, kot sem v pretekli oddaji rekel, ker je bila danes z mano gostja, bova pa analizirala en primer nastopa na družbenem omrežju. Hvala, ker si bil z nama. Hvala. In se vidimo naslednjič. Čau. Čau. Why?